A to tebi toliko bije srce? Ne vem, Anja, lahko pa da tebi. A slišite vsi? Kmalu se bo pričelo snemanje 3. oddaje Škofljica smo srčni ljudje in v dvorani je očitno ogromno ljudi, ki jim srce bije za Škofljico. In kje je Škofljica doma? Ja, v edini državi, ki ima ljubezen že v imenu, Sloveniji. Hvala lepa Sarju Ražem in našemu hišnemu orkestru z razširjenim bendom pod taktirko našega dirigenta Francija Krevha. En velik aplauz za njih, prosim. Še en velik aplauz za naše praporščake. Hvala, ker ste prišli. In tudi hvala našim vrlim osnovnošolcem, ki ste jih videli na posnetku. Hvala, ker ste se posneli. En aplauz za njih. Ja, njih več. So bili pa so šli, a so bili luštni, a ne? Ja, na mladih svet stoji. To tako pravimo vsi, še posebej mi, ki delamo v šoli. Ja, takole je. Še posebej pa hvala vam. Vam, drago občinstvo, ki ste prišli na snemanje 3. oddaje Škofljica smo srčni ljudje. Dajte en aplauz še sebi. To, gospod župan. Ja, vem, kaj si veliko ljudi misli. O, Srdžan, končno ti je ratalo, končno si voditelj. Ne. Še vedno sem samo asistent režije, ampak letos so mi dodelili še eno pomembno funkcijo, ki vam jo razkrijem malce kasneje. Ampak mislim, da smo vsi naredili, da začnemo s snemanjem naše oddaje. Je tako? Začnimo. Maestro, avizo, prosim. Verjetno se še spomnite od lani. Če pa ne, vam bomo pomagali. Gremo special orkestra. Smo Škofljica, jaz in ti sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Že 3. leto z vami, vaša in naša voditelja, Anja Križnik Tomažin in Jože Robežnik. Mi smo Škofljica, jaz in ti sva tukaj doma. Mi smo Škofljica, radi mi smo tukaj doma. Hej! Dobrodošli, srčni ljudje. In tudi vsi tisti, ki slučajno niste iz Škofljice, a ste srčni. In v prvi vrsti pozdrav našemu srčnemu županu, županu občine Škofljica, Primožu Cimermanu. Pozdravi tudi poslanki Državnega zbora Alenki Jeraj. Poslance Evropskega parlamenta Vladimirju Prebiliču. Županu občine Ig Zlatku Useniku in županu občine Ribnica Samu Pogorelcu. Županu občine Horjul Janku Prebilu. Podžupanu Svete Nedelje Hrvaška Mariju Pšeničnjaku
podžupanu Grosuplja Janezu Pintarju, podžupanima občine Ig, Miri Žagar in Zuhri Jovanovič podžupanu občine Velike Lašče Dejanu Zakrajšku, in seveda lepo pozdravljamo tudi domače podžupane Bojana Božiča, Borisa Zupančiča in Roberta Ilca. in seveda vse občinske svetnike, pa direktorja občinske uprave občine Škofljica Marka Podvršnika. In vse občanke, občane Škofljice, naše prijatelje sosednjih občin, skratka. Dobrodošli vsi, ki danes skupaj z nami praznujete naš občinski praznik in ste seveda srčni ljudje. Škofljico več ali manj poznate. Ja, jaz sem jo spoznal 45 let nazaj. Kaj pa ti, Anja, koliko časa jo pa že ti poznaš? Ta njegov tekmovalni duh. Ok, Jože, 1-0 za tebe, jaz sem jo spoznala 22 let nazaj. Več kot dvakrat manj. No. Sicer pa bomo danes v današnji oddaji spoznali, kako bo Škofljica izgledala čez približno 10-15 let. Naš slogan pa že poznate, kaj ne? Stičišče srčnih ljudi. Kaj pa ti delaš? Ja, a nisi rekla, da ti si srčna, jaz sem srčen? Zdaj pa Škofljica je zdaj stičišče. Aha, se morava Sem mislil stikati. stikrat, ne? Veš kaj, ti si srčen in prisrčen. K pozdravnemu nagovoru pa vabiva še enega res srčnega človeka, našega srčnega župana Škofljice, gospoda Primoža Cimermana. Lepo pozdravljeni vsi visoki gostje, gostje od malo bolj daleč in malo blizu, Škofeljčanke in Škofeljčani, dobrodošli vsi, ki ste danes tukaj v tej dvorani, pomeni, da vam je mar za našo Škofljico. Zato smo tudi danes tukaj. Tale uvodni nagovor naših dveh voditeljev je bil prisrčen in srčen in naj tako tudi jaz nadaljujem. Seveda, zakaj smo se danes tukaj zbrali? Mi imamo tale slogan Stičišče srčnih ljudi, začeli pa smo z Škofljica smo ljudje. Seveda vse, karkoli naredimo, tudi kar bomo danes videli, opravijo in naredijo ljudje. Naši ljudje. Vse to, kar boste na odru videli in kar ste videli v pripravah, tistega, kar se ne vidi več ali manj, so naredili naši občani ali tisti, ki so z nami tesno povezani. In tukaj je res tisto stičišče. Zakaj pravimo Škofljica smo ljudje ali Škofljica smo srčni ljudje, kajti srčni smo vsi. In to želimo kot občina deliti čez naše meje in seveda tudi v Evropo in v svet. Naša ideja, ki se je začela, je bila v tej zgodbi, da vse, karkoli počnemo, če damo sebe v tisto, kar delamo, če damo srce noter, rata perfektno. In to bomo danes videli. Jaz mislim, da že tale scena ste videli, da je perfektna, glede na to, kaj se je dogajalo 2 leti, ne vem, kaj bomo mogli narediti naslednje leto. In seveda, ta srčnost je tudi v naših ljudeh. Ampak ta srčnost nismo mi politiki, se veste, mi vedno, kadar pridejo volitve, začnemo govoriti, pridejo vsi na obiske, in začnemo govoriti o asfaltih, o cestah, vse, kar smo naredili, ne. To, kar gradi skupnost, gradijo naši ljudje, ki so ponavadi nevidni ali neslišni. Delajo v ozadju, so hišniki, čistilke, učitelji, vzgojiteljice, na vse zadnje naši glasbeniki, voditelji se že malo bolj vidijo, Srdžan se trudi skozi, da bi prišel v ospredje, pa mu ne rata. Naš maestro je vedno lepo oblečen, tako da ga vsi opazimo. In seveda, na koncu pridemo mi, tisti, o katerih se vse govori. Zato bomo danes videli nekaj ljudi, ki so vedno skriti. Ampak so še kako pomembni, da rata to, kar bomo danes videli. Vse, kar se zgodi zaradi ljudi in to je ta srčnost. Seveda, naša občina ima nekaj zahtevnih problemov. Če sem gledal nazaj te 2 leti, 3 leta, kaj se je zgodilo, sem rekel, ok, zdaj pa ne bomo kot
politični govori, govorili, kaj smo naredili, bomo raj se usmerili v prihodnost, vizijo Škofljice. Kaj pravzaprav si lahko predstavljamo, da bi bila v naslednjih 10 letih, čeprav pripravljamo tudi strategijo 50-letno v vrednosti milijardo evrov. Zakaj bi bili skromni, a ne, Zlatko? Pač treba si je upati, treba je dati srce v to in to narediti, ampak ja, to bomo naredili. Seveda mi smo mlada občina, tako kot večina Slovenije, 30 let, to so dame, ne, občine so dame, tako kot naša Anja, ne, in dame so vedno rade lepe. In zato smo se tudi mi odločili, da bomo našo občino malo posodobili, da vidimo, kaj z nje lahko naredimo, da res rata tista lepota bivanja, kamor bodo vsi dobrodošli in to stičišče res rata tisto, kar mora ratati. No in ko sem jaz delal to video prezentacijo, čeprav sem zelo, bom rekel, tehničen tip, ne, sem dobil en obisk iz Lavrice, mladincev, ki so me presenetili. Dober dan! O, Laura iz Lavrice, kaj bo dobrega? Sam preverjam, če treba še kaj pomagati. Za 3. oddajo Škofljica smo srčni ljudje. To mi je pa res všeč, da ste tudi mladi za akcijo. Poglej, pridi sem. Ravno gledam vizijo razvoja Škofljice za 10 let. A vidiš, avtobusno postajo, igrišče, to smo že naredili. To je zaključeno, zdaj gremo pa še na ostale projekte. Gospod župan, ideja. Kaj, če bi vašo vizijo Škofljice predstavili skozi TikTok Škofljice, da bo zanimiv tudi za mlajše generacije? TikTok Škofljice, absolutno sem za. No, in tako se je zgodilo, da sem začel snemati, čeprav sem digitalen človek, prvi TikTok, no mislim, prvi škofljski občinski TikTok, mi je rekla Laura iz Lavrice, bomo to kar tebe direkt na turščka noter vrgli, ker to je nam najbolj pade, kadar si spontan, kadar se kaj takega dogaja. Tako da mislim, da so ta prvi nenapovedan TikTok že tudi kar objavili, ne? Zakaj imate toliko radi Škofljico? Tu je moj dom, tu sem doma. To je del mene, del mojega srca. Aha, ste rekli srce? Meni je dal Srdžan poseben škofliški stetoskop, tako da mi dajte kar roko, da preverim, koliko vam srce bije za Škofljico. Ok, tle absolutno vse štima, tako da greva naprej. Katere so 3 vrednote, ki najbolj predstavljajo vaš način županovanja? Pozitivnost. Vse se začne z pozitivnimi mislimi. Nasmejanost. Vsak dan brez nasmeha je izgubljen. In seveda integriteta. Župan ni samo služba, je poslanstvo. Res je, pa še na kratko, kako vidite Škofljico čez 10 let? Da ne bomo samospalno naselje, da bo sinonim za kvaliteto bivanja. Najprej moramo narediti novo železniško postajo, krožna križišča, podvoz, seveda zdraven tržnico, novo večnamenski prostor, dvorano, kongresni center, seveda trgovski center in športno-rekreacijski center. Pa še... Ok. Wow, dej greva midva na teren pogledati, kje bo vse to. Pejva. No, in tako se je zgodilo, da sem mogel iti na teren. Aplavz za Odlično, našega en aplavz, župana! Se Ja. tebi tudi zdi, da mogoče drugo leto sploh najo ne bo rabo? A ja, da ne bojo Ja, ker rabili? je toliko dober na Se videu. res župan lahko peto dela kar že sam, ne bova midva pol prišla na govor. A? Ja, mogoče. Ja, mogoče. Če bi... Srdžan, kaj delaš? Ja, Anja? Kaj delaš? Aha, slišim. Super. Ja, Sekunda. a boš kje? Aha. Ta prav. Ja. In kaj delaš ti? Ja, pardon, opravljam svojo novo funkcijo. Okej. Od zdaj naprej sem uraden srcolog Škofljice. S temle svojim aparatkom takoj slišim, komu srce močno bije za Škofljico, kdo rad živi na Škofljici, komu teče po krvi Škofljica, kdo se rad samo pelje čez Škofljico. A hočete, mislim, vidva sta... Nama bije, ne? Si Ja, videl? vidva sta rešena. Dajmo, ampak za vsak poskus, za vsak test rabimo tudi kontrolno skupino. Dajmo mi malo po publiki preveriti.
Gospa, ne, rajš ne. Jezno me je pogledala. Dajte, gospa, če ste že pri roki. Samo malo. Če se bo tole vžgalo, bolje vse v redu, a prav. Drugače boste morali prisesti. Nič osebnega, škofeljška stvar, veste. Rojen škofeljčan. Aha, pa jade. Dajmo pogledati. Aha, imamo jo. Gospa, čakajte, da bo se vas malo slišal, imam še eno aparaturo. Kako vam je ime? Sanja. Sanja, lepo zdrav. Gospa Sanja, vi ste gotovo škofeljca, ne? Ja, Ja. A vidite, dela. Gospa Sanja, a smem prisesti? Glejte, takole. Ja, hvala lepa, mama veliko placa. Tako vam bije, da še vedno utripa. Dajte povedati, kaj vam je najljubše pri škofeljci? vse, Vse. čisto vse. Se pravi tudi zastoj. V zastoji malo manj, ampak potem malo glasno daš musko, Aha. se voziš in je tudi to ok. A se pravi, ste optimistka. Vedno. Odlično. Ja, tudi dobra stran zastojev na škofeljci je to, da ste tudi dlje časa na škofeljci, ali? Ja, Tudi to ja. pomaga. Kasneje pridem v Ljubljano. Aha, čim dlje, čim kasneje, tem boljše. Tako je. Hvala lepo, gospa Sanja. Mladenič, a lahko ponovimo vajo tudi pri vas? Dajmo. Najprej da še enega moškega preizkusimo. Samo malo. O. Dela. Škofeljčan. Se bi rekel, ega pa ni. Kako ti je ime? Matej, Matej, pozdravljen Matej. A rad živiš na Škofeljci? ja, Kaj ti je najljubše pri Škofeljci? glasba. Glasba. A kakšna, ja. A kakšen ansambl poseben škofliški ali veselice? Vse. A rad hodiš na veselice? Ja, A ste slišali preporščaki, še več veselic bomo morali narediti. Hvala lepa, Matej. Gremo naprej. Kakšnega gospoda, A veste, gospa, jaz imam najrajši tiste, ki gledajo stran od mene. Tiste pa takoj napadem. A smem vas prositi za roko? Mislim, takole, bom pokleknil, vas lahko prosim za roko. Hvala. A ni to romantično? Zdaj pa poslušamo. Gospa, a vi pa niste iz Škofljice? ne, nisem. A niste, skod pa ste? Iz Brezovce. A z Brezovce? Kaj pa delate tukaj? Prišla sem gledati to vašo snemanje. In predvsem zato, ker tukaj živi moja hči s družino in sem velikrat na Škofljici in imam tudi rada Škofljico. To pa je lepo. čeprav mi srce ni dokrat bilo. Probajte še enkrat, Kako vam mogoče pa ime, bije. gospa? Manica. Manca, me veseli. Me veseli, da ste prišli. A ste videli? Z druge občine se vozijo k nam na prireditve. Aha. To pa pomeni, da nam je ratalo. Dajmo še eno. Jaz delam v šoli. Zelo rad mučim mlade ljudi. Mlada gospodična, a vas smem, smem utrip? Ja, tako. Ne smem reči za roko. Da vidimo. Aha, imamo jo. Kako ti je ime? Sofija, a lahko še malo? Nekaj sem slišal čudnega, čakaj, prav moram si dati v ušesa. Sofija, jaz tu še nekaj drugega slišim. Neko musko zraven. A kaj igraš? Ja, klavir. Aha, a vidite, izostren sluh. Čakaj, samo še nekaj drugega slišim. Ful zanimiv ritem, tako malo ča, salsa. A ti tudi kaj plešeš? Ja, plešem hip-hoper Ali. Plešeš pri hip-hop pri Ali, ja, tu, na Škofljici, na Lavrici. Ja, Poznamo Ali je super. Čak, pa še nekaj drugega slišim. To je pa malo čudno. Slišim ful čvekanja. A ti rada govoriš? ja, A res? Koliko velik? ful. Ker babi mi reče gobezdalo, Kaj ti reče? gobezdalo. Babi. Ja, Kaj pa starši rečejo na to? A se strinjajo? ja. Kaj mami pravi na to?
Da veliko govorim. Da veliko govoriš, a zato je ni zraven. Ja. Kje je mami? Kar sama sediš. Tam, Kje? tam. O, živijo mami! Živijo! Sej sem jo samo malo vprašal. Ja, Tako. vidim, imam skozi Ja. oči, imam skozi Aha, oči. a ja. Veš kaj, Srdžan, če bi dobro pomeril srce še dami zraven, a ne, bi tudi utripal, ker tole dve sta mojih hčeri, bije mi pa se srce še za tretjo, ki je pa danes ni tukaj z nami. Tako da A si je pa že izborila svobodo? si je pa že izborila svobodo, ja. Anja, lahko zdaj nadaljujemo? Ja, lahko, seveda. Zdaj se je še meni srce čisto stopilo, ne. No, super. Predlagam, da gremo naprej z vizijo Škofljice. Skozi TikTok si mislil? Ja, absolutno. Mislim, videla sva že, da se je župan odlično odrezal v TikTokih. Ja. In kolikor jaz vem, bo v naslednjih videih srečal dva občana. Enega na kolesu in drugo občanko z avtom. A, dej, no pa poglejmo, upam, da je TikTok že naložen. Ja. Dajmo pogledati. Vidiš, Laura, iz Lavrice. To je naša stara železniška postaja, ki jo bomo obnovili. In to je prvi projekt, ki je že v fazi izgradnje, samo še izvajalca izberemo. In seveda okoli železniške postaje se bo dogajalo tudi vse ostalo. Na drugi... Kaj pa te dva tukaj? Dej, peti greva pogledati. S kolesom. A ste videli, kaj mi delamo? Mi gremo, vi, veš kaj vi delate? Vi v avtu. Kdo bo prvi, ki je? Ja, Jože misli, da bo prej v centru Ljubljane kot jaz z avtom, on s kolesom. To je nemogoče. Čakaj, Anja, ne, da Jože misli. Jože ve. Ne vem, če veste, da v načrtu nove železniške postaje je drugi tir, ki bo seveda približal našo občino k našemu glavnemu mestu. No, v kolikem času mislite, da sedaj le pridete do glavne železniške postaje? Ja, jaz mislim, da rabim 15 minut do centra. Če ti rabiš 15 minut, sem jaz bicikl, hočem, no, tudi bicikl sem in še pridem z biciklom v 12 minutah. No, tisti, ko bodo šli z vlakom, bodo tja prišli v 7 minutah. A res? Super. Vrhunsko. To pa res hitro. No, ampak to bom sem jaz prva. Ha, tira! Wow, hvala pa to zdaj. Bravo, dobro si štartala, siguren si trenirala tale kakšen relik daj, ampak jaz sem pa še vedno izjemno navdušen nad 7 minutami do centra, Ja. čeprav ostajam zvest in prisegam na kolo. Ja, in to se je videlo tudi v naslednjem videu. Dajmo pogledati, upam, da so ga že naložili, ne? Ja, seveda so ga, to so mlada ekipa, dela hiter učinkovito. Ne, no, pa spet, no. Imam vsaj čas maile pogledati. Kole boš ti zmagala. Kaj pa ti tle? Imam eno dobro novico, ker si tako drvela, ker kaj boš ti zmagala, verjameš. Te zanima? Ja, prosim. Okay. Lej, vse te nivojske prehode čez železniško progo se ukinejo, samo en podvoz bo, pa 2 krožišči, da ne boš več škole stala v koloni. Aleluja, ali kako? Aleluja, ja. Vse temu rekel. In tudi minimalno semaforjev bo. A se veseliš? Ja, lej, videl sem kar končala knjiga, no. Kar je fajn, ampak je bolj lušten doma brati knjigo. Ja, boljš kot le na cesti. Evo, rampa se ti je dvignila. Končno! Wow, pa dobro, lobi vsaj enkrat počakala, da se umakne. Tako, ja, danes bo še kakšen tak TikTok, sicer pa uvajamo novost in sicer Radio Škofljica. Dobrodošli na valovih Radia Škofljica. Ja. Seveda so za glavnega špikarja izbrali mene, upam, da ne zato, ker pač na radiju je vsem kako zgledaš. Veš kaj, Jože, danes se tudi na radiju več ne dela v pižami, ker zelo hitro pristaneš na kakšnem spletu. Me pa zanima, kakšen je ta zdaj današnji program, kaj bo na valovih občine Škofljica? Radijski program, seveda. Ker se bomo danes pogovarjali o viziji Škofljice, je na sporedu tudi glasba občana Škofljice. Na Škofljici živi že 22 let, pa ni Anja. Škofljico ima rad, ker pravi, da je to res en tak lep kraj, da je tukaj mir, ravno dovolj odmaknjen od vsega vrveža, ki ga ima sicer veliko pod odrom. Tako je, večinoma nastopa na odru. Svojo glasbeno skupino je ustanovil pred 30 leti. Imenuje se Rock'n Band in on je seveda rock
Ferenča. Bomo pa začeli kar z njegovo prvo veliko uspešnico o Anja, o tebi se mi sanja. Ne, to pa ni pesem od Rock and Banda. Kaj? Ja, seveda, to sem zgolj preverjal. Tvoje glasbeno znanje očitno je v redu, odlično, bravo. Začeli bomo s pesmijo Dej ruken me. O, to pa poznam, ker je besedilo za to pesem napisal moj nekdanji sovoditelj na eni od televizijskih oddaj na L, kaj je že bil, no? Luli. Ne, Lado, Brozovič. z Bizovika je bil, no? Bizovičan. Ja, Bizovičar, ne, Ne ni z poznam. Bizovika, z Šiške je točno. Aha, Ja, ja. ok, bravo, bravo za njega. Se pravi, čujem. Anja, Jože, če smo že pri srcih pa besedilih, ne? Jaz sem videl, da v tem besedilu sem zaznal besedo srce. Dej ruken me, ali pa raj ne, v srce. Zaradi tebe mi lahko še odpove. Oh, hvala lepa, naš srcolog, ampak zakaj ti sediš na mestu, kjer je sedel Rok Ferenča? Kje je zdaj? Rok je pa je, gospa ste rekli, Rok je šel, ga je mal, ne, Rok je Rok je v bistvu rekel, da ga lahko jaz hitro zamenjam, pa lahko jaz zapojem namesto njega, ne, ker ga je mal, majstro, hitro, dajmo, bo prišel, dajmo. Dej ruken me, ali pa raj ne, ko vidim te okrog mene, vse se odpove. Dej ruken me, ali pa raj ne, v srci, ko mi tebe, mi lahko še odpove. Dej ruken me, ali pa raj ne, ko vidim te okrog mene, vse mi odpove. Dej ruken me, ali pa raj ne, v srci, ko vidim te, lahko mi odpove. Vidim te, lahko mi odpove. Dej ruken me. Rok, kje si prijatelj, no? Rok, v bistvu mikrofon sem ti ogreval, a veš, sam toliko, da so ja, mikrofon, izvoli, tvoj. Hvala. Ja. Veš kaj, toliko si čuden pel, da mi motor ni hotel užgati, no. A res? Ja, ne, ja, pa veš, to so ti oldtimeri, gled. A ja, to, ker imaš Harley Davidson, to je ameriški, veš, jaz sem bolj južen, veš, tam, ja, to. Greg, a te lahko prosim, da imaš res Daj, probaj še enkrat. Ne, Probaj še bo. enkrat, ne boš. A te porinem? A ga lahko porinem? Ko sem pripelil, ne. Bom vzel čelade. Greva. Ne, res ne. Porinoj! A primeš? A ga primeš? Mislim, mikrofon mislim. To so pa oldtimerji. Veste, zmanjkalo je budžeta za bencin. Glih toliko smo natočili, da bi bilo enkrat za sem, pa smo prej enkrat vadili, pa je zmanjkalo. Ja. Rok, drugače pa res, brez zamere, no. Ne me rukent, please. Že grem. Ker vneš čelade. Dej ruken me, a pa raj ne, ko vidim te, ko mene se kar trese. Dej ruken me, a pa raj ne, v srce se tebe mi lahko še odpove. Ko prideš ti, se zmišljami, s pred očmi mi zabregli svi vrti. Dej ruken me, a pa raj ne, v srce se tebe mi lahko še odpove. Kad pogledaš ti, se ne zmeniš mi, za me druge na tem svetu ni. In ko na me si še greš, vas gori se veš, gledam te in zmeri padem dol. Let's rock and roll, oh my
my soul, teži držim, teži vrtim. Vlečem bliz, stala prizna, dubok iz, ti ruka me, oparaj me, v srce, za tebe mi lahko še odpovem. Kaj bi znal jaz tole plesati? Kadar me pogledaš ti, se ne zmeniš mi, same drugega na tem svetu ni. In ko na pesi še greš, vas gori se veš, gledam te in zmerim padem dol. Let's rock and roll, oh my soul, teži držim, teži vrtim. Vlečem bliz, nastala prista, dubok iz, ti ruka me, oparaj me, v srce, za tebe mi lahko še odpovem. Aha, za tebe mi lahko še odpovem. Oh baby, za tebe mi lahko še pare. Hvala lepa. Hvala, Žiga. Ej, jaz tudi tako lahko naredim. Sam nauč me na hiter. Rok Ferenča, David Rotar ter Lana Strmec iz plesnega kluba LT Dance. Rok, čakaj, daj da te vprašamo malo o tem motorju. Sicer dela, si rekel, ne? Nam si obljubil, da dela. Ja, mikrofon me ukradeš. Daj tega vzem. Vzem županovga. Ja. Skozi hočeš pet, pa še kradeš mi mikrofon. Hvala. Ja. To ni lepo. Ja. Je oldtimer in dela. Ja, je oldtimer in ne dela. Sicer. Ja. Sicer Danes sem ga dela. navajal 3-krat ožgal. Mogoče mi je res benzina zmanjkalo. Mogoče, ne vemo. Ni to tvoj edini oldtimer? Ne, jaz sem tudi. Ti imaš doma še kakšnega v garaži? Ja. Zdaj vidimo slike. Evo, super, kako glancaš. Imaš še avto, vidim. Kar je na 30 let je vse oldtimer. Super. Sam povem. Pa smo mi tudi oldtimerji. Mi smo tudi Seveda, ja. oldtimerji. Koliko časa si že član oldtimer društva Škofljica? Škaj, verjetno če bi bil Oto, bi ti zapel že dneve in tedne in leta. Stojim 30 let. Ja, tam nekje, no, ne vem. Nisem nikoli znal dobro šteti, Anja, da ti ima sigurno to napisan na plonk listku. Tle piše, da nekaj čez 20. Prav. Odlično. Hvala, Rok. Hvala lepa. Hvala. Vrhunsko. Mikrofon ima pa kar prst, ja. Tega ne smem si vzeti. Dej no, dej. Hvala lepa. Tako, Rok Ferenča je član oldtimer kluba Škofljica, ki pa letos obeležuje 30 let neprekinjenega delovanja v naši občini. In oldtimer klub Škofljica je najštevilčnejše društvo starodobnih vozil v Sloveniji in že 30 letja skrbi za ohranjanje tehnične dediščine. S svojim delovanjem aktivno sodeluje z občino Škofljica, turističnim društvom Škofljica in drugimi lokalnimi društvi ter promovira občino tako po Sloveniji kot tudi v tujini. Da seveda ne govorimo o številnih nagradah, ki jih pobirajo člani kluba na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Danes klub šteje okoli 330 aktivnih članov, tole pa so ustanovni člani pred 30 leti pred gostilno Španček. Seveda oldtimer klub Škofljica dobi plaketo občine Škofljica. Plaketo županom bo podelil podžupan Boris Zupančič. Z županom. Prosim, vabljena oba na oder. Prav tako pa vabimo na oder predstavnika oldtimer kluba Škofljica. Tako, iskrene čestitke, še en obrat proti publiki za eno skupinsko fotografijo. Tukaj le imamo naše fotografe.
Še en nasmeh proti našim fotografom. Hvala lepa. Prejemniku podeljevalca pa kar prosim, da ostaneta še malce na odru. Tako, vi pa še kar, podeljevalci še kar malce ostanite. Tako, ko smo že pri prevoznih sredstvih, gotovo vsi v dvorani poznamo Aleša Juvanca, skoraj tako strasten kolesar, ne, lažem, bolj strasten kolesar kot jaz, najbolj strasten kolesar na svetu. Tako bom rekel, trenutno je na poti dolgi 22.000 kilometrov. A pol ga ne bo na oder? Ne, to, ker je v Afriki. Pol pa hvala lepa, se vama zahvaljujem. Bo Jože prevzel? Ne, bomo drugače zrištali. Hvala lepa podeljevalcema. Ja, torej, Aleš je na poti do Gane, na 22.000 kilometrov dolgi poti, v kateri bo prevozil 22 držav in mislim, da smo ga ujeli nekje na poti. Na poti? Ja. Sicer pa Aleš Juvanc je posameznik, katerega delo in strast sta nedvomno prispevala k večji prepoznavnosti naše občine na nacionalnem, regionalnem in celo mednarodnem nivoju. Njegovi izjemni kolesarski podvigi niso le športni dosežki, temveč tudi način, kako je skozi svojo predanost in vztrajnost promoviral občino kot destinacijo za šport, aktivni turizem in zdrav življenjski slog. In zato si je s svojimi podvigi zaslužil županovo priznanje. Seveda ga žal ne moremo poklicati na oder, ker je na poti, kot sem že omenil, smo ga pa poklicali in zmotili v Grčiji. Aha. Ja. Kalimera oziroma lep pozdrav v Grčiji, ker smo ravno v Grčiji tukaj na severnem predelu Aten. Sem namreč gost tukaj na veleposlaništvu Republike Slovenije pri gospe Mangarel Požar in tudi ostalemu osebju se zahvaljujem za lep sprejem. Hvala pa tudi seveda občini Škofljica in lep pozdrav vsem soobčanom in soobčankam in hvala še enkrat za občinsko priznanje. Čestitko tudi ob občinskem prazniku. Za menoj je prvi del poti oziroma evropski del se počasi končuje, slabih 2000 km je za menoj, pred mano pa še dolga pot. Zdaj bom videl, kako bo naprej šlo. Zdaj še malo ugibam, ali bom šel naprej tudi, to je bila moja skrita želja že od njega, da bi kolesaril to pot tudi v Libanon in Sirijo, ampak bom videl, ker so diplomati naši glede tega zelo previdni. Odsvetujejo pot, ampak z letalom verjetno vseeno v Libanon, potem še malo v Sirijo in potem iz Sirije, potem v Afriko, na severni del Afrike, v Libijo in potem naprej po začrtni poti prek Alžirije, Maroka, preko Liberije in so vročene obale vse do Gane. Ampak kot rečeno, za mano je pa prvi del poti, slabih 2000 km in večinoma je šlo vse po načrtih. Vreme je sončno, tako da lepo vreme in pa hvala še enkrat občini za priznanje in se vidimo po novem letu enkrat. Lep pozdrav in srečno. Hvala Alešu, da vozi grb Škofljice po celem svetu. A ne? Mi pa smo znova v etru Radia Škofljica. Koliko jagod je ta gospod že pojedel? Najbrž jagod in čokolade. No, čeprav morda mislim, da je lani nekje med septembrom in novembrom povsem prenehal jesti čokolado. Se je shujšal za neverjetnih 10 kilogramov. Veš kaj, Roka bomo pustili, da v miru uživa v prireditvi in to pesem, v tej pesmi ga bo nadomestil. Ja, hvala lepa za priložnost. Ne, Srđan, Jaka Tozon. Jaka, saj sem hotel reči, hvala za priložnost, ja, za Jaka. Ja. Sem pa odkril, da v tej pesmi je tudi eno srce. Srce naj te vodi in nič se ne boj. Tako, Jaka Tozon in mladi brejkeri iz plesne šole za Pleši z Aljo. Jagode in čokolada. Noči
sami, morje, jaz in ti. Bila si moja pesem, bila si moj edini zaklad. Nikoli nisem bil srečen, kot sem bil takrat, neumen in mlad. Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce naj te vodi in nič se ne boj. Jagode in čokolada, naj spomine ti pričara, kadar boš z drugim ali z menoj. Turu, 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 oh, 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 oh. Laska, najde! Spomnim se septembra prvega, spet sva se v šoli srečala. Hitro sem spoznal, da za vedno bi si odšla. Nikoli se vrtu srečen zapoljubljala, ostal sem sam. Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce naj te vodi in nič se ne boj. Jagode in čokolada, naj spomine ti pričara, kadar boš z drugim ali z menoj. Jaz ljubim, in naj saj ona spi, če ne moram jaz. Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce naj te vodi in nič se ne boj. Jagode in čokolada, naj spomine ti pričara, srce naj te vodi in nič se ne boj. Rok Perenčaj in Jaka Tozon. Veš kaj, Jože, ne? Ja? Ni boljše razvade od čokolade, sam povem, ne? In zato imam tole zate tukaj. Ja, Sam veš kaj, ne? Tole so pa ene posebne čokolade. Seveda. Torej čokolada z lanom, Ja. sam te čokolade so za nekoga drugega, za ene posebne osebe. Take posebne, ki so izredno pridne, učljive, marljive in zaslužile so si naziv mladi maturanti, zlati maturanti. Srđan, a jim boš razdelil čokolade? Za vas pa prosim, da naredite en velik aplavz za naše zlate maturante. To so Matija Papler, Anja Brunšek, Domen Anderlič, Bruno Žižmont in Julija Zajc. Iskrene čestitke. Kake imamo mi občane in občanke. Ja. In tudi te čokolade so res, res posebne za naše zlate maturante, kot se je rekla. Niso samo slastne, ampak nosijo tudi pridih neke naše občinske tradicije. A to si vedela? In kdo bi si mislil, da se za temi čokoladami skriva zgodba, ki sega v naše korenine? Ampak točno to. In to, kar je v teh čokoladicah po ljudskem izročilu prinaša srečo in zaščito, lan. In v naši občini sta dva izjemna občana, ki sta predana pridelovanju lanu in odbujata tradicijo, ki je skoraj da že pozabljena. Lan je lan, z njim je dela leto in dan. Ta pregovor poznaš sigurno. Seveda, seveda. Ivanka in Janez Skubic sta v občini Škofljica prepoznana kot zavzet tandem, ki že vrsto let prostovoljno in z veliko vnemo prispevata k ohranjanju in predstavljanju kulturne dediščine. Vse, kar ustvarita, je odsev ljubezni do narave in tradicije. Posebno zaslugo imata za pobudo pridelave lanu v vasi Lanišče. Za dolgoletno predstavljanje in ohranjanje kulturne dediščine prejmeta plaketo občine Škofljica.
In na oder vabim našega župana s podžupanom Borisom Zupančičem ponovno, da podelita plaketo. Prav tako pa Ivanka in Janez Kubic, vabljena na oder. Tako, tukaj vam bomo podelili priznanje in pa rožice, ki jih bomo seveda tudi mi odnesli kasneje za odrje. Vas pa vse prosim za eno skupinsko fotografijo, da pogledate. Eno fotografijo, en nasmeh. Hvala lepa, iskrene čestitke. Hvala, gospa Ivanka in gospod Janez, da delita z nami svoje znanje, do lanu in takole bogatita našo občinsko tradicijo. A veš, da sem jaz šele zdaj pogruntal lanišče lan. Se sigurno smo se v šoli učili. Sam nisem poslušal. A ti si tudi zdaj pogruntala? Ja. Evo, bravo, končno. Mava Nekaj novega sem se naučila. a ne? Vsak dan se vsi se učimo. ves Tako, čas, župana in podžupana bova prosila, da se potem vrneta na oder, namreč podelili bomo še eno plaketo občine Škofljica. Prislužila si jo je dama, ki že dolga leta aktivno soustvarja družbeno življenje in skrbi za prenos tradicionalnih vrednot lokalne skupnosti na Lavrici. Poglejmo nekaj njenih izdelkov. Slavki Kregar se podeli plaketa za priznanje za njen večdesetletni prispevek k razvoju lokalne skupnosti, spodbujanju kulturnega in društvenega življenja ter ohranjanju podeželske dediščine. Slavka je doma iz Lavrice, kjer že dolga leta aktivno soustvarja družbeno življenje in skrbi za prenos pomembnih vrednot lokalne skupnosti. 17 let je bila predsednica turističnega društva Lavrica, je dejavna članica aktiva podeželskih žena Lavrica. Posebej pomemben je njen pečat in prispevek v obliki vodenja delavnic, kjer predaja znanja z področja peke peciva, vezenja in drugih ročnih del. Njeno ustvarjalno delo je bilo posebej opaženo, ko je v okviru občinske prireditve Dan Lavrice pripravila samostojno razstavo ročnih del. Pomemben vidik njenega delovanja je tudi njena vloga prostovoljke in še bi lahko naštevali. Slavki Kregar se tako podeli plaketa občine Škofljica. Gospa Slavka Kregar, prosim, pridružite se nam na odru. Priznanje bosta. Iskrene čestitke, hvala lepa. Poglejmo pa, če imamo že naložen nov TikTok video, veš, kot vizijo Škofljice. Gotovo imamo. Dajmo pogledat. No, Laura iz Lavrice, kaj ti tukaj vidiš? Jaz vidim tukaj kozovc, vidim velikega prostora za parkirišče, vlak. Jaz pa tukaj vidim
kaj bo. In to bo osrednji trg v občini Škofljica. Na drugo stran vidim ena velika večnamenska dvorana, tržnica. Takoj čez podvoz proti občini vidim eno garažno hišo, gor igrišča za padel, vidim igrišča za otroke in seveda vidimo tudi novo železniško postajo, na drugi strani trgovski del in seveda kozolec, Robežnikov kozolec, ki predstavlja centralni del naše občine Škofljice in seveda veselice. A je kdo omenil gasilsko veselico? Gasilec Jože se javlja na dolžnost. Ja, Jože, glih razlagamo o vaši družini imenovanem Robežnikovem kozolcu, ki bo obogaten na trgu. A veš, da sem se jaz na tem kozolcu igral? Tukaj sem silažo tlačil, živino fotrov, seno zmetaval in to kdaj celo pred šolo. Ja, ampak zdaj imamo pa vizijo, kaj lahko naredimo iz tega trga. Poglejte. O, lejo Anjo. Ja, Anja, kam pa greš? Ne, več, grem za njo. Ja, in sem šel takoj za njo in jo gledam in ona z avtom levo, z avtom desno, mene skoraj ne opazi. In v tem času imamo že nov TikTok. Ok, prvo na pošto. Zdaj pa še lekarna, sam nekaj pozabljam. Na banko moram, ja. Sam tega pa ni na Škofljici. Kaj pa ti tukaj? A greš v trgovino? Rabaš, da ti vrečke odnesem? Čakam, da me sploh opaziš. Prid, ti bom nekaj pokazal. Glej, Anja, na tem mestu bo neke vrste medgeneracijski center. Predstavljaj si en tak upravni center, kjer je pošta, banka, vrtec, knjižnica, mogoče kakšna ambulanta. Veš, kaj bo tebi ful všeč? Prostor za upokojence. A ni dobra novica to? Vrhunska. No, vidiš, to sem ti hotel povedati. Super, tlele. Ja, dobro, ne? A nisi rekla, da moraš nekam iti? Banka. In spet je čas za nov glasbeni premor na valovih Radia Škofljica. Tudi tokrat sledi nova pesem Roka Ferengje, ki jo bo tokrat izvajal. Hvala lepa, ni me treba posebej predstavljati, zdaj me pa reže, vsi poznate. Ne, Srdžan, žal tudi tokrat ne bo šlo. Kot srcolog pa lahko izmeriš, kako srce bije za Škofljico, Rokovi zamenjavi, Žigu Mežanu. A njemu? Prav. Žiga, prijatelj. Žiga? Hej, Žiga. Eno stvar imam jaz tukaj. Moram izmeriti, če ti kaj srce bije za Škofljico in če ti ne, je ta mikrofon moj. Zmenjeno. Pa poglejmo. Imaš rad Škofljico, ne? Ja, jaz tudi. Srečno. No, tale oder je malo prevelik za mene, tako da imam ene rožice za moje rožice. Sanja, skozi okno zrem v noč. Moja mala zdaj odhaja, meni se budi ne moč. Pravi, da sem zaigral vse, da prepozno je, da nikoli več ne bo moje dekle. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Šudarjavi
obzorju, noč spreminja se v dan. Bom po tebi, bom po morju, da odšla si ne priznam. Zdaj vem, da sem zaigral vse, na njo mislim le, da se vrne k meni spet moje dekle. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Ostani še minuto, moja mala kraljica, naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Naj še zadnji moj poljub obriše solzo ti z lica. Žiga Vežan! Bravo. Ja, mi pa gremo na naslednji utrinek Vizije Škofljice. Posneli smo ga tam, kjer moja žena še nikoli ne rekla, ostani še minuto, mogoče je edin napisala kakšen message. Če boš ostal še minuto, ni treba priti. Poglejmo. O, gospod župan, živjo. Kaj ti se pa naveliča s kolesom voziti? V bistvu razglabljava o viziji Škofljice. To bo po mojem tudi tebe zanimalo. No, pa da slišimo, ne? No, me veseli. Ravno na tem mestu bo tukaj ostal Jožetov SBS bar. Seveda top dom z gradbenim materialom ostane. Poleg tega pa mislim, da te bo najbolj zanimal podjetniški inkubator za mlade, kjer boš ti lahko imela svoje predavanje in motivacijske govore, kar bo zelo koristilo našim podjetniškim mladcem. Slišiš, Anja, a ne zveni top? Predlagam, da vidva še malo delata na prihodnosti. Jaz grem naprej, mimogrede bi pa še te prosil, da moje plačaš, valjda, ne, se bo šlo, super, hvala ti. Pa se izmerja splača. Ne, to ni res. Reč, da ni res. Nekaj sem te prosil, rečeš, da ni res. Torej, Ni res. Okay. Na SBS-u, v SBS-u, kjer smo bili na mineralni vodi, če slučajno kdo ni opazil, so običajno tudi po tekmi naši rokometaši. Člani ŠRD Škofljica. A na mineralno vodo, ne? Seveda grejo oni na mineralno vodo. Kaj si mislim, da grejo? Oni so športniki, oni morajo piti športne pijače. Ta trenutek so naši rokometaši sicer na tekmi v Trebnjem, tako da ne bodo slišali tega, kar bomo zdaj povedali in bomo seveda povedali po zmagi, najbrž, upam, držimo pesti, da ŠRD Škofljica dobi županovo priznanje za uvrstitev v prvo ligo in dobro delo z mladimi, promocijo športa ter vključenost v ustvarjanje občinskega utripa. Prosim ponovno župana skupaj s podžupanom Bojanom Božičem, da podelita priznanje predsedniku ŠRD Škofljica Tomažu Šnajderju, ki ga vabimo na oder. Odlično. Gospodje, vas lahko nekaj vprašam, greste kdaj skupaj na kakšno tekmo? Seveda, na tekmo je treba hoditi vsako soboto, zdaj ko smo v prvi ligi, koliko imamo, ob kateri uri? Ob 7. ponovadi tekma, ob sobotah. Pa kakšno ob sredo bo zdaj padla tudi, ja. Pa na gostovanja imamo organiziran avtobus. Če jih gre dost, ponovadi ja, ampak
Vabljeni Zdaj vsi, jih bo šlo. v večjem številu. Zdaj jih bo šlo in še nekaj imamo, a je tako, da imamo nekaj novega na tekmah. Ja, A lahko danes pokažemo zdajle takoj v tem trenutku? ne vem. Smo za? Ja? Imamo lahko glasbeno spremljavo? Poglejte! Bravo! Škofljica! 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 A je to Ja. največja zastava Škofljice na svetu? Na svetu Škofljica. Največja Ta nas bo zdaj spremljala vse posod, tako da predstavljamo Škofljico, naš klub, našo občino, naše otroke, vse. Odlično, se vidimo potem na naslednji tekmi. Prosti, Anja. Jaz sem se sam hotela zahvaliti vsem trem, hvala lepa, lahko greste z odra in jaz res držim pesti, da bo tole pripomoglo k še boljšemu navijaškemu vzdušju, čeprav sem slišala, da so na Škofljici res najboljši rokometni navijači, veliko jih prihaja pa tudi z moje Lavrice. To je res, to je res. A ti veš, kako so se včasih, kako smo se imenovali navijači iz Škofljice? Kako? Green Drunkers. Koga? Green Drunkers. Drakars. Drunkers. Drunkers. Ja. A veš, ne, ja, ampak a veš zakaj? Ne zato, ker bi mi preveč alkohola, zaradi zgodovine Škofljice, zaradi pokojnega dr. Janeza Rugla, ki je deloval na Gumnišču. Ne, zgodovinsko dejstvo. Okay, ampak in so bili tudi Lavrčani in so dobro navijali, to sem ti hotel povedati. In tudi sam sem bil zadnjič na Lavrci. Res? Ja, res. In obstaja tudi video dokaz, kar poglejmo. Ok, pa poglejmo. Jože, živijo. A ti veš, kaj bo tukaj, kjer ti zdaj počivaš? Kdo počiva, jaz navigacijo gledam. No ja, lej, tukaj ne boš mogel iti več s kolesom. Kako ne? Razen, če boš imel kopalke. Točno tukaj moramo narediti zadrževalnik vode. Smo rekli, zakaj ne bi naredili pa še eno umetno, naravno jezero. Se bo dal kopati? Seveda, pa točno to je ideja, da se boš lahko tukaj kopal in seveda športno rekreiral, glede na to, da si težek športni navdušenec. Imel boš igrišče za... Aha, a je to dvoranska odbojka? Imel boš seveda tudi igrišče za... Košarka, kako je zdaj? In jasno, imel boš igrišče. Nogomet, fuzbal, pa tak stravo. Seveda, in imel boš igrišče. Še ena odbojka, že vem, odbojka na Milki. Imel boš tudi... Pedal, a se zezaš. To je glik zame. No, Jože, in tukaj boš imel tudi kolesarski poligon. In seveda, atletski stadion, kjer boš pa lahko laufal 400 metrov, glede na to, da hiter lauf. A na uvere? Tudi, če jih boš hotel postaviti. Greva pogledat. Greva še čez uvere. Kako dober. Dobro, ja. Jaz mislim, da je treba, da to na prvo mesto, župan, sam povem, pri vseh investicijah k nam na Lavrco, ker moja družina bo zelo uživala v tem. Super. Ja, meni se tudi zdi fino, da mladi uživajo na igriščih in da ne buljajo samo ves čas v telefone. To je res in kot mladi niso imeli telefonov in računalnikov pri naslednji dejavnosti, ki sta jo vodila Rok in Petra Brglez. Veš, kje je to? Ja, vem, na oratoriju. Točno to. Rok in Petra Brglez prejmeta županovo priznanje za njuno nesebično delo v oratoriju, ki ni le prostovoljstvo, temveč pravo poslanstvo. Skrbno in srcem sta oblikovala program, ki je mladim omogočil, da skozi igro, ustvarjalne delavnice in skupne aktivnosti se učijo vrednot, kot so sodelovanje, spoštovanje, ljubezen do sočloveka in predanost skupnosti. Tako sta s svojim delovanjem pomembno vplivala na razvoj mladih, jih spodbujala k odgovornosti ter jim nudila priložnost za rast in osebno izpolnitev. Prosim župana in podžupana Božiča, da prideta na oder in podelita županovo priznanje Roku in Petri Brglez, ki ju vabimo na oder.
Ja, veš kaj, mislim, da bi bilo lahko primerno, da spet preizkusimo kakšnega od naših gledalcev, če kakega pošljemo nazaj, ne? Pa da imam jaz plač tu sedeti pa to. Ja. Imaš spet uradne ure ali kako? Ja, imam uradne ure. Minutko, samo minutko. Dobro, minutko. Ostani še minuto. Ja, ne smem pet, se vem. Gospod, a bi lahko vas čist naključno ustavil? Ne ustavil, saj že sedite. A mi date roko, prosim. Saj danes smo v sodobnih časih, lahko tudi moškega prosim za roko. Dajte. Niste, ja, sem, tudi delam v šolstvu, veste. Ja. A zato mi ne zaupate, se res, vse bo v redu. Aha, to... Razneslo ga pa, gospod, jaz imam občutek, da vi živite na Lavrici, pa delate na Škofljici, a ne? Drži. Drži? Ja. Pa delate tudi še kje druge, ne samo na Škofljici, ne? Ne, delam samo v občini Škofljica, da se razumemo, ampak odgovoren sem pa za 3 enote. A je to res najštevilčnejša osnovna šola v Sloveniji? Kot zavod imamo največje število vpisanih otrok, letos 1304. Ampak vendarle imamo pa elitni izbor v Želimljem, zato da ohranjamo tradicijo in imamo modernizem na Lavrici, zato da gremo sodobno v svet in vse skupaj povezuje Škofljica, tako da 3 šole za 1 kvaliteto. Še zadnje vprašanje, za vse tiste, ki ste zadaj pa ne vidite tako blizu, a se lahko še ostalim predstavite? Sem mislil, da bo to naredil moj nekdanji učenec Jože Robežnik, ker sem ga nekoč učil zgodovino, ali gospa Anja Tomažin, ker imamo njene otroke na šoli, drugače pa še vedno Roman Brunšek in še vedno hodimo v osnovno šolo. Edina razlika, da sedaj kot ravnatelj, nekoč pa kot učitelj. Hvala lepa, gospod Brunšek. Za trenutek sem še ustavil. Ob nas je tudi gospod Iztok Jereb, izjemen lutkovni, gledališki, filmski igralec in tudi sinhronizator, kot vem iz osebnih izkušenj, sva skupaj bila v isti risanki Štorklje. Gospod Iztok Jereb je pustil neizbrisen pečat na našem gledališkem in širše kulturnem področju. Gospod Jereb, dobrodošli na občini Škofljica. Hvala lepa. Gospod Jereb, tako, ker sva že midva bila v isti risanki, no, pa med ptiči pa to. Ne, dela. Dela. Gospod Jereb, kaj vas je prineslo k nam? Starost. Starost? Jaz sem hotel, da ste rekli ljubezen ali pa nek nar ali pa starost. Ljubezen še iščem. Aha, ste slišali, gospod Iztok Jereb, kje najdete ljubezen pri gospodu Jerebu? V oskrbovanih stanovanjih. Ste slišali, dame? Tako. Gospod Jereb, vi imate tako lep, šarmanten glas, tega se še spomnim, igrali ste mojega očeta Orla. A bi vi nekaj kratkega mogoče nam, prosim, prebrali? Rok, imaš ti zihar neko besedilo, ti itak nikoli ne veš na pamet besedil, ne? Ja, hvala. Mogoče tole, refren. Vidimo. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenje reka. Topline malo, ljubezni nežne, miru vsaj malo, si dan želim. Hvala lepa. Čast nam je, gospod Jereb. Hvala lepa. Anja? Torej, Iztok Jereb, priznani igralec, je prišel živeti k nam na Škofljico, kjer je še posebej dejaven pri spodbujanju bralne kulture. Je aktiven član sekcije za glasno branje in se ga z veseljem spomnimo z javnega recitala pesmi največjega slovenskega pesnika, ki ga je izvedel prav pri nas. Zaradi njegovega predanega poslanstva ga lahko imenujemo ambasadorja branja na Škofljici in zato prejme županovo priznanje.
velik ljubitelj rokometa, mu rokometno društvo Škofljica v znak hvaležnosti in spoštovanja poklanja letno karto za spremljanje naših rokometašov v prvi ligi. O ja, zdaj pa k tisti pesmi, a veš, katere kitico je tako lepo prebral gospod Iztok. Aha, še podelitev, Še karta, imamo se še ta slikamo s pravo karto, letno. Letna karta, ja. A ti to imaš? Letno? Ja. Ne še. Jaz tudi še ne. Ne še. A misliš, da naj jo slišijo? Mogoče, upam, prste držim. No, zdaj pa kdaj pejmo k tisti pesmi, a ne? Katere kitico? Katere kitica? Torej, ja, kot strokovnjak ti lahko povem, da če v Google tipkaš Rok Ferenča in daš zraven srček, dobiš ta komad, ki ga Rok zapoje s Tanjo Žagar v tem videu. Danes pa jo bo nadomestila mlada Maša Sladojevič. Pridružili se ji bodo Jaka Tozon, Žiga Mežan, Anja, Srdžan, otroški pevski zbor pod vodstvom Karmen Čampa, skratka vsi, razen mene, ki bom zadolžen za ploskanje. Jaz mislim, da je to pošteno. Ok, pa dajmo videti, ne? Prosim, da se nam pridružite vsi, ki sem jih naštel. Spremljal nas bo Special Orkestra. Cvet, ki prekriva ga sneg, kot ogenj, ki vetru spreminja se v led, kot majhna lutka, ki nimaš je rad, počutim se mnogokrat. Ko gledam oblake, objokanih lic in slišim še krike preganjanih ptic, v strahu pred temo se pesem rodi, na nič se nam ne zgodi. Saj malo sonca, saj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka, topline malo, ljubezni nežne, miru saj malo, si zdaj želim, saj malo sreče, veselja malo, in da ljudje bi več ne jokali, miru saj malo, saj eno željo, da upanja zdaj še ne izgubim. Želim, da razumem, bi pesem v svet, da glasen ti poje, kar pravi srce, in sama drhtim kot osamljeni ptič, ki sluti viharne dni. Saj malo sonca, saj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka, topline malo, ljubezni nežne, miru saj malo, si zdaj želim, saj malo sreče, veselja malo, in da ljudje bi več ne jokali, miru saj malo, saj eno željo, da upanja zdaj še ne izgubim. Pojc
taktirko dirigenta Francija Krevha. Tako, predno pa se poslovimo, imamo še zadnji dve priznanji. Tukaj je letošnja nova kategorija ambasador Škofljice. Ambasador občine Škofljica je osebno priznanje župana, ki ga podeljuje po lastni presoji. Podeli se posameznikom, ki živijo ali so živeli v občini Škofljica in svojo izjemno vlogo ter pomembnimi dosežki na svojem področju postali prepoznavni v domači ali mednarodni javnosti, njihovo delo pa pomembno prispeva k promociji, ugledu in prepoznavnosti občine Škofljica v širšem okolju. Seveda mora biti ambasador Škofljice tudi srčen človek, zato bo njegovo ime razglasil naš srcolog Škofljice. Spoštovano občinstvo, kot uradni srcolog občine Škofljica s ponosom naznanjam prva ambasadorja srčnih ljudi občine Škofljica. To sta ravno Anja Križnik-Tomažin in Jože Robežnik. V mojem scenariju A te to naj uhecate, no? V scenariju tega ni. Anja. Podžupan Robert Ilc bi moral... Ne se hecati. Ne, se ne hecamo. Daj nekaj drugega pisali. Dajmo en velik aplavz za prvo ambasadorja, prosim. Lepa, lepa. Prvič v zgodovini občine Škofljica podeljujemo priznanje ambasador občine Škofljica in naša dva, Anja. Kaj ste najbolj presenetili? Ja, hvala. Če ne verjamete... Ja, res ni tega noč. Če ne To je verjamete... prvovrstno presenečenje po odločitvi našega župana. Dobro ste najbolj. Zasluženo. Zaslužiš. Joj. 3 leta nam tole vodiš, tako da hvala. Hvala. In 22 let živi v naši občini že. Hvala lepa. A pol ne dobi ravnatelj pa podravnateljca. Ja. Hvala lepa. A ti boš imela kaj govora? Ne Zdaj bi bom. bilo smešen, če bi dala ven, pa bi... Jaz čakam, da še ti dobiš, pa da se slikamo. Čak tile Jaz sem lukce ves čas odloži. iščem primerno priložnost, da se upravičam ravnatelju, da ga nisem jaz predstavil. Tako da na tej priložnosti bi se zahvalil rad gospodu Romanu Brunšku, ki me je nekako, se mi je zdaj dal možnost, da sem najbrž tukaj nastopil že, ne tukaj, v prejšnji dvorani, v jedilnici. Kako lepo. Dragi obiskovalci, moram povedati, dajmo en velik aplavz. Hvala, Škofljici. Čakaj, slikca, jaz moram še naprej voditi. Fotografija. Ja, zdaj pa uradno. Hvala kulturnemu društvu Škofljica. Ja, ti imaš odprt, čakaj. Ja, daj pa Jaz smej moram se, odprt. daj. Jaz imam skozi zdaj na smeh, če slikajo, Ti že veš. dobila kakšno priznanje? Ne, nisem, ne smo nas. Super, dajmo en velik aplavz. Hvala lepa. Res je, Hvala. tudi vidite, Hvala. cel ta dogodek so naredili naši občani, ki so z nami fejs povezani. Tako dajmo en velik aplavz za tele nastopajoče. Dajmo en velik na special orkestra. Evo, maestro, naši back vokalistke, pogledajte, kako so lepe. No in tudi ta nagrada na koncu, ambasador Škofljice, to je tisti, ki bo šel v svet in ponese našo besedo. Škofljico, grb, tako kot je Juvanc, tako je tudi vidva nosta vsakič in zdaj sta že 3 leta tukaj. Še zadnjo besedo dam še podžupanu, ki je ta odlok pripravljal, da bo povedal, zakaj si ga zaslužita. Kot sem že povedal, zaslužita se ga zato, ker sta naša prepoznavna občana in vemo, da bosta z veseljem povedala in vedno povesta, da sta iz občine Škofljica. Mi se pa z veseljem pohvalimo, da pri nas živita ali pa sta živela in gor rasla Jože Robežnik in Anja Križnik-Tomažin. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala, to je bilo res čudovito presenečenje. Vse, kar moramo zdaj še narediti, reči. Najlepša hvala tudi vsem vam, da ste bili danes tukaj z nami. Res ste srčni in v naši občini živijo res srčni ljudje. In jaz si želim, da se naslednje leto vidimo na 4. oddaji. Škofljica smo srčni ljudje. Naj se tvoje besede pozlatijo. Hvala lepa in adijo!